Kje ste, moj škremoje? Ja, sem hotel v trgovino, ne, nimam ne pravega praška, ne mesa za makaron, flajš, moji solačniku, nič ne kuham, ko tule sam šivamo. A pa je pa narod videl novo torbo. In kaj mislite, da so mi nadevali? Nekaj, kar je grozno degradacijskega, ko se dizajnerjem na kljuke delavnico bes. Popravila. Pri popravilih je tako. Tisti, ki se že z njimi danes ukvarjate, veste, da so zamudna, da znajo biti zoprna, da so ponavadi slabo plačana, ampak mi bomo danes dokazali, da tudi ne rabi biti tako zoprna in da so lahko nekoliko bolj kreativna. Gremo! Krajšanje majice. Najboljše je, da si majico kontra obrnemo, potem imamo tukaj šiv spodaj pod pajsko, damo ta dva šiva na vsaki strani skup in potem na koncu tudi skupaj, zato da bo enakomerno odrezano in spodaj majico na pregib. Ta del nam mora biti enak. In zdaj recimo vzamemo, da hočemo imeti majico 10 cm krajšo. Mi bomo noter zapeglali 3 cm, tako se ponavadi naredi. Torej, moramo majico odrezati koliko? 10, ampak 7. 10 minus 3. Lahko si tudi zabuckamo vmes, če je problem. Tako. Ko smo zadevo odrezali, treba to zdaj zapeglati na noter. Zdaj, ko imate likalno desko, ima likalna deska tako na eko tisti ožji del in lahko date tako. Če pa likalne deske nimate, si pa prvo na vsaki strani takle malo na not zarolite. In potem si pomagamo s prsti pa z metrom, da nastavimo na 3 cm. To naredimo prvo na stranskih šivih, da nam bo pol to eno merilo in da bo blago lepo zapotegnalo. Vzame se bucka, si zabuckamo, da nam nikamor ne bo to šlo, tej strani 3 cm. Jaz pa rad tako naredim. In pa tako vidite, se tukaj pa je augmasa, da je ena lepa linija. Gleda, okoli in okoli mora biti toliko, ko smo se odločili, da bomo namerili. In to zdaj mi lepo zapeglamo. Na obeh straneh. Takle, če nam kje potegne, si kar dajte popraviti, nič ni narobe. Evo, tole me je neslo za pol centimetra. Malo se naredi. Tudi takle, tako malo naredite. Nič narobe. Evo. In tako zapeglano lahko mi zdaj to dati pod mašino. Rdeča majica, rdeč cvirn. Razen, če vam paše, lahko si date bilo katero drugo barvo. Tu ne bom čist nič losal. V glavnem, delali bomo ponarejeni Iberdek. Iberdek je drugač stroj, ki dela te športne šive, ki smo jih navajeni imeti na majicah. Zgori sta dva športna štepa in spodaj je porobljen. Mi tega nimamo, ker imamo pač gospodinjski stroj. In najboljša tehnika je takšna, porabili bomo cikcak šive, ker je raztegljiv material, da damo mi torej ta del, ki smo ga mi not zapeglali, ta rob, ki je odrezan, ga damo na zunanji del tačke, si tačko takle spustimo in zdaj tukaj prije ta del, ki je zapeglan, nam je to merilo, vzamemo trak in si ga nalepimo tako. In ko imamo mi to zdaj nalepljen, to je naše vodilo, tole vzamemo ven in zdaj na tisti zunanji strani, ko torej zunaj, poštepamo. Zakaj tako delamo? Zaradi tega, ker mašina zgoraj dela lepše štepe, kot jih dela spodaj. Obvezno zatrditi. In sproti gledamo, da imamo lepo poravnan, da bo ta lep rob. Tako. Kaj je torej zdaj to? Tukaj na tej strani, torej na pravi, imamo lep cikcak
in na notranji strani imamo hkrati konec, torej ta odrezan in porobljen in vse skupaj prijet. In ker je cikcak, vam šiv ne bo pokno, zdržal bo pranje in to je to. Pomembno je, torej tanka igla, kadar majice skrajšamo in štepamo, torej 70 in za raztegljive materiale, štepe sem imel na 2,5 in nekje sredinski cikcak. In tako se skrajša majica. Prej smo krajšali, no zdaj bomo pa tudi kaj podaljšali. V tem primeru je tukaj ena majčka, kvazi srajčka s takimi zelo kratkimi rokavi. Pa nas recimo zasrbi, da hočemo to imeti malo daljši. Ja, kaj problem, dragi moji? Vzame se tehnika patenta. To je tisto, kar sem v drugem videu razlagal, kaj patent je, kaj naredi. Vedno pogledamo, v katero smer je bolj raztegljiv in tisto, ko je bolj raztegljiv, no tisto bomo mi uporabili za sam patent. Zdaj, koliko ga hočete, je spet odvisno. Od vas nekje od 3 cm naprej, če boste dali majice, vam bo vihal na ven. Se tako zateglamo pregib, to že zdaj zvemo, kar je super, pridni ste. Zdaj pa, jaz pač vem, da že od oka režem, če vas je strah, si lahko zarišete s kredo. Zdaj, če smo rekli, da bo naš patent dolg 10 cm, je pa pomembno tudi, koliko pa bo širok. V tem primeru se vzame ta šiv spoden, torej stranski, in ramenski. Tako, ko pride rokav. Rokavna izreza se temu reče. Jo damo lepo tam na pol, zmerimo 15 cm, 2x15 je 30, patent je nekoliko vedno manjši, da nam ne štrli na ven, torej 27 cm patenta v dolžino R. Dobrih 27, ker nam bo tudi še malo šiv vzel. In seveda imamo dva rokava, razen če hočete biti asimetrični, da bomo dva patenta. Torej, po novi vajo, dva taka kosa potrebujemo. Odrezane patente je zdaj treba sestaviti. Torej, tu je ta pregib, to je na ven in zdaj pomeni tu na vsaki strani je to zdaj treba tako sestaviti. Klasičen ravn štep, samo zatrditi fajn na vsaki strani. Ko smo mi patente sestavili, je to zdaj ta trik patenta, da tukaj, ko je ta pregib, mi zdaj obrnemo. To. To bo zdaj tako se tukaj pršil. Majčko si obrnemo naokoli, spodnji šiv, zgornji šiv. To nam je merilo. Ko imamo patent, tukaj, ko smo ga skupaj sestavili, ko je šiv na šiv, ga damo spodaj, na ta stranski del. Tako. In ko imamo šiv na šiv na šiv, si ga zdaj zatrdimo oziroma primemo. Par štepov. To smo zdaj parili spodnji del. Zdaj je pa pomembno, tako sem vas že učil za patent, da ga moramo dati lepo na sredino in na zgornji šiv takle malo nategnemo. Da vidimo, da bo lepo, da bo enakomerno. In si primemo še gor na ramenskem šivu. Evo, ko smo naredili par šivov, zdaj pa lagajmo šivati patent. Kjer prijemamo? Se si zapomnili? Tako, da držimo in nadržujemo in enakomerno šivamo. Los geht's! In to zdaj naredimo še na drugem rokavu. No, evo ga, patent, ki imamo mi lepo noter. Zdaj ušite, zdaj pa tako. V tem primeru imamo mi osnovo, ki je že obdelana. Je francoski šiv dvakrat zapeglan. Sam material za patent je pa tudi tak, da se čist nič ne cufa. In zakaj bi zdaj mi to škaj robiti in še dodatno tkanino raztegvati? V tem primeru to ne rabite porobiti, če imate kak drug material, pač morate, da se vam ne bo cufal, ali pa če boste dizajnerski, to lahko mi zdaj popeglamo, da bojo šivi lepo stali, lahko pa tudi ibar štepamo oziroma okrasno pošijemo. Takole naredimo, evo, da smo mi dobili ta del, ki bo zunaj. In ta šiv vse obrnemo, da je vse na tej strani. In pazimo, ko damo pod tačko, da imamo samo ta šiv spodaj, da si ne bomo zdaj ki rokava pa une strani patenta spodaj dobili. To je malo zoprno, ampak lepo pa pol stoji. In si takole gledamo, malo višje not in pošijemo. Nekoliko daljši štepi zato, da nam ne bo preveč raztegnali vsega skupaj. Evo, vse poštepan. Tadam!
In to je zdaj patent, ki smo ga še pošili. To je pa patent, ki ni pošit in ga lahko samo popeglamo. Čist je na vas, kaj se boste odločili. Krajšanje kavbojk. Ja, imamo 1001 variacijo, kako se to prav naredi, pa kdo ima najbolj prav, pa kdo je najbolj prepeklen, Jaz vam bom pokazal eno opcijo, če vam bo všeč, si jo vzamete. Je pa dosta enostavna. Recimo, soseda Petra vam prinese takle, ne? Toliko krajše hlače bi imela. Ja, redo. Si tole zmerimo. Če hoče Petra imeti 8 cm krajše hlače, moramo mi ta del zdaj zavihati na polovico. Torej, 8, pa je 4. Imamo meter zraven, to pa je za 4 cm. In to zdaj damo mi pod likalnik, da zapeglamo ta rob. On ne bo nikamor skakal. Pri džinsu si lahko dovolite kar malo del držati. In isto ponovimo na drugi strani. Zdaj pa, ko imamo mi obe dve hlačnice zapeglane, je pomembno, pogledamo, če smo vse mi to naredili isto. Hlačnico na hlačnico. Tukaj gor, ko je šiv od pasu, pride takle enako. In notranji, sedalni šiv se temu reče, tudi more pride enako. Tako vemo, da smo obe dve hlačnice enakomerno zapeglali in ko jih bomo skrajšali, da ne bo ena daljša kot druga. Ja, zdaj imamo pa pod mašino. Zdaj, vzamemo tu, ko je najdebelejši, torej stranski šiv, damo pod tačko, malo bo debel, in tukaj, ko je ta original džins rob, gledamo, da bo tačka in igla šla tik ob tem robu. Če je opcija, nastavimo pozicijo igle čistja. In ko smo mi to zdaj zašili, če takole obrnemo, smo obdržali originalni džins rob, to se zdaj lahko popegla, lahko se tudi s cvetnom iste barve, kot so hlače poštepa. Vi si lahko to zdaj pustite noter, ta material, ker verjemite, ne bo vas toliko moto, lahko ste pa tudi pedantni, ali pa če ste več odrezali, se ta del zdaj odreže, poentla oziroma porobi in zapegla. In to je to, kako se skrajšajo hlače na tak malo bolj len način. In ko smo ravno pri džinsu, eno najpogostejših popravil, kaj mislite? Med nogam znucane hlače. Za to vrsto popravila bomo potrebovali eno fliko, pa da bo šlo še malo lažje, tudi centilin. Hlače obrnemo na robe in tukaj zdaj lociramo mesto, kjer je vse znucan. Vedno se dela hlačnico po hlačnico, ker bistvo krpanja je to, da probamo dati material v čim bolj prvotno pozicijo, ki je bila, preden se je vse skupaj strgalo. Potem vzamemo fliko, jo si takole postavimo, da imamo tu šiv, in si to zdaj, ta šiv notranji, sedalni imamo za neko mero, primemo, gledamo, dokot gre. Bolj, da si pustite več, nič narobe. In zdaj isto naredimo tudi z drugo hlačnico. Ko smo si naše flikce ukrojili, je pa zdaj potrebno, oziroma to je tisto, da nam je pol lažje, da se ne rabimo z buckam zajebavati, ukrojimo še vsako hlačnico posebej centilin, ki pa naj bo večji od te same flike, da bo to fliko sfiksirali gor. Ko imamo in flike in centilin ukrojen, gre torej flika, gor gre centilin. Ponovimo na drugi hlačnici. Evo, imamo polepljen, ojačan, zdaj je pa čas, da se usedemo za mašino. Ko se lotimo poštepavanja, krpanja za mašino, je fajn, da si takole kar cveten vržete gor na hlače, da trofite ta pravo barvo. Sploh je to pomembno, kadar imate tiste hlače, ko si najprej mehne, kupite, da vam pa tisto rit nared, pa so z elastanom, pa vam pa tam pri žepu pokne in to se ful vidi, če boste dali drugo barvo cvetna. To pa prije tako malo. To ni dizajnersko. In zdaj bomo mi iz te strani šli štepati.
Preverimo, da imamo dovolj spodnjega cvirna navitega, ker je to pravilo, ki ga dosti požre. In začnemo in potem si pomagamo še z gumbom za vzvratno šivanje in gremo gor, dol, sem, tja in tako naprej. Ste videli, je tole kar del. Ja. Ko boste poštepavali stvari, si boste tako prišli gor, da takele stvari, ko se štepajo, je takrat mašina kot avto brez servo volana. To pomeni, da dokler bo mašina delala, ko bo transport laufal, si lahko privoščite, da vse skupaj tudi kar z eno roko malo vlečete sem pa tja, da bo vse skupaj šlo hitreje. Je pa tako, tule imam prikaz, da bo lažje. Ko boste štepali, pejte, da vam ta del tačke gre čez debele šive, ker če boste šli rikverc, se vam bo zadnji zahaklalo te debele šive in je zato pomembno, da imate malo tizga, na kak način čez debele šive zapeljati tačko. Sicer pa, ko ste enkrat vse takle fajn poštepali, lahko rečete, da hlače več nimajo prepiha. Evo, moškre moje, zdaj gremo pa še na zadnjo tehniko danes in to je ožanje. Ja, ožanje hlač zna biti zelo zahtevna stvar, če gremo mi po šolsko to vse delati. Tukaj vse cel pas odparati, pa pol noto vzeti, pa pas skrajšati, pa nazaj zaštepati. To naj delajo tisti, ki so za to plačani. Imam pa eno super tehniko, kako lahko na dizajnerski, kreativni način si zožate hlače v pasu. Gremo. Pred nami so klasične hlače, ki niso zapegljane niti na črto, so neraztegljive, pa jih moramo malo noto vzeti. Nič lažjega. To lahko naredimo tako, da bomo na vsaki strani naredili gubo. 6 do 8 cm lahko hlače vzamemo z gubam noter. Kako to narediti? Simple. Prvo bomo nekje, če ne veste, kje bi začeli, notranji in stranski šiv skupaj in na tak način bomo dobili sredino. Tukaj je lokacija naše gube. To si lahko zaznačimo takole z bucko. Ponovimo na drugi strani. Če smo šive stranskega in notranjega prav nalovili čist do vrha, nam mora na vsaki strani videti isti odmik. Tukaj 12, evo, in tukaj tudi 12 cm. Na tak način bojo potem gube v vsaki hlačnici pravilno in enako postavljene. Tukaj, kjer bojo prišle gube, seveda moramo vedeti, koliko hočemo imeti manjše hlače in bomo naredili tako, da bomo to zašili in guba bo prišla tako. In bo prišel ful dober na vsaki strani. Tukaj, kjer imamo bucko, naj bo glavni pregib in si damo pod tačko in zdaj je tako. Malo si premerimo, recimo ena dobra guba, če bo vzela 2 cm, tu bo tudi spodaj vzela 2 cm, to je 4 cm in v tistem delu naj igla gre. Začnemo, zatrdimo in šivamo nekje še dobra 2 cm čez oziroma pod pasom. In zdaj to gubo, ki smo jo zašili, obrnemo proti žepu. In jo ravno lepo pošijemo. Evo ga, gube so zašite, zdaj jih je treba pa samo še nakazati oziroma zapegljati z likalnikom. To je najlažje, da tukaj, ko smo naredili ta pravokotnik, primemo spodaj nekje na sredini in ko bomo napeli, se bo guba sama lepo naredila. In ko jo zdaj imamo tako lepo ravno, sam položimo likalnik gor. Če so kakšne bolj fine hlače, je treba sam paziti, da imate teflonsko podlogo, da vam ne bo naredil likalnik po domač tistega glanca. Ne rabite po celi, ampak da vemo na tej strani. In smo z relativno malo truda zožali hlače, pa še unikatne so zdaj. Evo, mojškrice moje! No, pa smo dokazali, da so lahko tudi zoprna opravila upravljena s stilom, bolj prijetno in z manj porabljenih živcev.
In s temi popravili tudi zaključujemo naš ABC šivanja. Naj vam bo vso to predano znanje v pomoč, uživite, kreirite, ne biti preveč strogi do sebe. Življenje je prelepo, da bi bili toliko perfekcionisti vse posod. Pa naj bo to šivanje. Za zdaj pa, dragi moji, Siniša gre na morje. Bye bye. To mene zdaj bavo, če sem te ištekal.